Dober večer. Se sliši? Dober večer. Ja, krasno. Najprej vas vse lepo pozdravljam, upam, da ste dobro. Prav tako pozdravljam vse naše člane, ki so danes uspeli priti na to čudovito soboto. Danes smo 10. maja 2025 in zbrali smo se na 205. Zoom srečanju članov in podpornikov Društva za srečno življenje Belis. Uvodoma bom z vami Mihael Belis, za vse goste boste pa slišali v nadaljevanju, kdo vse bo nocoj z nami. Naredil bom eno tako kratko poročilo, povzetek, tako da spoštovani člani Društva Belis, najprej vas sprašujem glede sprejetega zapisnika prejšnjega tedna, našega prejšnjega 204. srečanja. Ali bi kdo razpravljal v zvezi s tem zapisnikom na Zoomu ali tukaj? Tukaj odmahujejo, v redu. Na Zoomu, tišina, v redu, hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet brez pripomb, tudi ta zapisnik bo šel v naš redni arhiv, tako da hvala lepa za zaupanje. In seveda naši zapisnikarici Teji srčna hvala, draga Teja, hvala za ves trud, ki ga vlagaš v to delo. V nadaljevanju bi rekel tako, da nadaljujemo s povzetkom današnjega srečanja. Se pravi cilj, glejte, cilj današnjega srečanja. Kaj je cilj? Namen je, kakor ste videli v elektronski pošti, da je precej široka, je obravnavati aktualne družbeno-politične duhovne izzive s poudarkom na vplivu inštitucij na naša življenja. V tem preteklem tednu sem jaz že prejšnji teden delal malo, bom rekel, en program, ene ideje, kaj bi bilo za ta teden, ampak se je toliko stvari zgodilo, da smo tudi par tem mogli zamenjati, nekaj izključiti, pa še vedno je toliko vsega ostalo. Tako da srečanje današnje bo namenjeno predvsem spodbujanju kritičnega razmišljanja, ozaveščanju o finančnih in ideoloških prevarah ter iskanju poti za ohranjanje moralnih vrednot in notranje svobode v tem čudnem, vse spreminjajočem svetu. Cilj bo tudi okrepiti zavezanost, povezanost, druženje, pristno druženje med članicami in člani in seveda med vsemi našimi podporniki, ki nas redno spremljate. Hvala lepa vsi, ki spremljate na družbenih omrežjih LinkedIn, X, potem Telegram, Facebook in pa seveda na Rumble in na YouTubeu in tudi tukaj v živo in seveda preko Zooma naši redni člani. Vse vas lepo pozdravljam, tako da dobrodošli ta večer, tudi vsi tisti, ki ste se še zdaj pripeli, na Zoom hibridno srečanje za delovanje in za dosego srečnejšega življenja Društva za srečno življenje Belis, tako na individualni kot na kolektivni ravni. Tako srečanje Društva Belis danes ob 19. uri, ki smo začeli, bi nadaljeval seveda po sprejemu zapisnika in potem uvodnem programu in potem, kaj je cilj današnjega srečanja. Bi povedal kratko, kaj bo današnji program in bo pa zelo obsežen in raznolik. Tako da danes se lahko razkomotite, sprostite se, uživajte se, teme bodo različne, razborljive, zanimive, od političnih do duhovnih razmišljanj. V prvem delu, tako kot sem povedal, sem jaz tukaj v bistvu z vami, pozdrav, predstavitev programa, vsebinski namen in pa povedal bom takoj po programu par besed o Petrovem Novčiču, kaj se pravzaprav z njim dela. V drugem delu bo prišel naš podpredsednik Egidij Kozjek Selinšek in bo povedal nekaj stvari o referendumih in o tem referendumu jutri in o sodnih postopkih s poudarkom, veste, na kazenskem zakoniku in kako se s kazenskim zakonikom preganja ali pa kako se tudi ne preganja. Kaj bi se moralo preganjati, kaj se ne preganja, kaj
ljudje, ki so za to odgovorni, vidijo, česa ne vidijo, kaj želijo videti, česa ne želijo videti. Skratka, gre za teater, gre za igro, gre za kdo bo koga, za kratko za frkancijo, sploh v tem post-covid času, tako kot jaz rečem, da se štetje časov po letu 2020 spremenilo, tako kot leto po Kristusu, rečemo leto po covidu. V tretjem delu, potem, ko bo Egidij zaključil, bo Edem Fohatom predstavil razmišljanje o vlogi organizacije svetovnih pogledov na današnji svet v preseganju šahovnice dvojnosti, in sicer je dal naslov, zelo zanimiv naslov, Dežela papežev. Po Ednu se nam bo pridružila dr. Viktorija Bevc. Dr. Viktorija Bevc je delila razmišljanje o borbi s sodnimi mlini, z vsemi nami že tukaj, ampak to bo podelila z vami še prav posebej poglobljeno, z temi upravnimi mlini na veter, kjer bo podkrepljeno z lastno izkušnjo. Imamo tudi izkušnje, ko sodišče odloči v prid stranke, vendar državna uprava, ne glede na sodno odločbo, tudi takrat ne vrne rubeža. Ko ga enkrat vzamejo, se oni lastijo to, kot da je njihovo. V redkih primerih se to vrne, ampak to so verjetno njihovi ljudje. Če pa niso njihovi, potem pa pač pozabijo, pošiljajo od vrat do vrat, nihče ni odgovoren, nihče ni pristojen, številk na vratah je pa kolikor želite. No, in v 6. delu danes bo sledil film Ogled Rocketman. Raketa mož po slovensko, ki govori o življenju Eltona Johna z osvetlitvijo vatikanskih milijonskih vložkov v film LGBTQ+ s Petrovim Novčičem. In to so, glejte, te glavne stvari. Morda bi vas samo še spodbudil na koncu z eno prošnjo. Mesečna spodbuda in finančna spodbuda društvu je dobrodošla. In vas ob tej priložnosti, ob zaključku tega programa, seveda spodbujam, da podpirate delovanje društva Belis, da bi nadaljevali in da nadaljujemo, bom rekel, to delo za ozaveščanje in za dosego seveda kakšnih ciljev, ki jih imamo kot društvo v projektu. Vaši prispevki omogočajo nam seveda, da delamo, da lažje delamo, da izvedemo projekte in da širimo naša skupna sporočila, ki se med tednom nabiramo in ozaveščamo javnost, kaj se pravzaprav v družbi dogaja. Torej, srčna hvala za vašo prisotnost danes, za sodelovanje, za podporo. Sedaj pa gremo v tako imenovani prvi zanimiv del, Petrov Novčič, Rocketman, skrajšana preroška senca prihodnosti. Začel bom na začetku s Petrovim Novčičem in z Rocketmanom in s tem filmom bomo zaključili, ampak vmes bomo pa videli, kaj se bo še vse dogajalo, tako kot je po programu. In začnimo z vatikanskim finančnim škandalom, vrhunec katerega je film Rocketman. Za leto 2025, veste, to leto ne razkriva le korupcije in moralnega bankrota. Razkriva tudi grozeč duhovni totalitarizem. Pri tej analizi danes, ki bo kratek povzetek 10 strani, ki ste jih dobili po elektronski pošti, v tem našem 205. Zoom srečanju, a ne, tole se pravi, tole, ko smo natisnili, je kar precej naneslo. Ja, precej strani in je zanimivo branje za čez cel teden, za razmišljati, se marsikaj naučiti. Bi povedal tako, pri tej analizi danes ne gre le za površinske prekrške, veste, to niso površinski prekrški, pa ne naši, ampak to so prekrški tistih, ki nas učijo, kako moramo živeti, v tem je največja poanta. Gre za srhljiv pogled v prihodnost, našo prihodnost, prihodnost naših otrok, glede na to, da ta cerkev 2000 let že oblikuje naše misli, naše dejanja, naše besede in družbo, kjer ne služi več svojemu primarnemu namenu, ampak postaja orodje globalistične agende, vodene strani tehnokratov in finančnih plenilcev. To se pravi, da sta se zdaj ta dva orjaka
med seboj povezala, združila, vrgla na kup bančni račun in seveda udrihata ne samo po vernikih, ampak po vsem svetovnem prebivalstvu. Šokantno izdajstvo pa se začne tam, kjer ljudje največ čutijo empatije, pri Petrovem novčiču. To je simbol vere in solidarnosti. Ta pa se preliva v cerkvi, v luksuzne nepremičnine, špekulativne naložbe in se celo uporablja za financiranje filmov, ki izzivajo temeljne vrednote generalne družbe, ne samo katoliškega nauka. Torej, film, ki ga boste nocoj videli, če ga boste gledali z nami, seveda vas srčno vabim, se imenuje Raketamoš, Rocketman. Gre za biografijo Eltonu Johnu, ki odkrito slavi homoseksualnost. In to je, glejte, le eden izmed očitnih primerov te perverzije. Ta film si bomo nocoj ob koncu našega programa skupaj ogledali in tako ocenili, kako cerkev gleda sploh na življenje, kaj si predstavlja kot srečo, kaj si predstavlja kot prihodnost, kaj si predstavlja kot nebesa. Če je to alkohol, droge, mamila in rock'n'roll, pol se nam ne piše dobro. V kaj cerkev ljudi peha in spodbuja? Na čelu te ideološke in finančne subverzije stoji, veste, s to papeško medaljo, življenjska pot Eltona Johna kot tisto, s katero Vatikan na račun prav tega Petrovega novčiča že leta kuje milijone. Projekt sam je stal 40 milijonov evrov. Film, da so ga naredili, se boste videli potem. In v to kaso je krepko primaknil Vatikan kot naložbo desetine milijonov evrov. Ne vsega, ampak desetine. In do danes so iz teh 40 milijonov pridelali s tem filmom 145 milijonov, mogoče celo več. To je pač zadnja informacija iz medijev, ko je ta afera počela. In to je po italijanskih medijih povzeto. Glejte, resnično ne uporabljajo denarja, ki ga ljudje dajo, ki si ga postrgajo, tisti evro, dajo za še bolj uboge. Ti ljudje si kupujejo pa vile, nakit, luksus, ženske, vlagajo v filme, ki moralno sporne in protietične zadeve promovirajo, in to je vse moralna izprijenost teh ljudi. Na zunaj se obleče belo, reče gospod z vami, ampak ti ne veš, kako je njegovemu gospodu ime, veste. Ker Jezus je samo prijatelj njihov. Za prijatelja vemo, ampak prijatelj je lahko tudi tak, ki je ne član neke inštitucije, samo prijatelj. Ampak njihov gospod je pa nikoli imena ne povejo. Veste, papež Frančišek bi moral biti pastir, je, kot že vemo, deloval skromno na videz. V resnici je pa deloval kot PR, vodja, tisti, ki je bil frontman, poleg že omenjenega tudi farmacevtskih korporacij, s tem, ko promovira transhumanistične ideje, ko boste pogledali malo po Googlu, z genetskim inženiringom na čelu, pa si ne morete misliti, da bi to papež sploh počel, ampak dejstvo je, da to nikoli ne pride v medije. Poglejte samo dejstvo, Afrika, polje misijonske ljubezni. A veste, kaj pomeni misijon, misiologija? Misijon, to pomeni vse spraviti pod eno streho. Spomnim se leta 1986, ko sem šel na fakulteto in smo imeli predmet misiologija. In prva stvar, kar je, nam je profesor razložil, kaj pomeni misijon, misija, poslanstvo in ekumenizem, oikumene pod isto streho. Poslani zato, da spravijo vse ljudstvo pod isto streho v Afriki. Pa ne samo v Afriki, ampak v celem svetu. To je ta filozofija. Prihodnost vere pa je videti še bolj mračno, veste, kot to, kar sem vam zdaj le povedal, ne? Z digitalizacijo vere, kjer umetno inteligenco AI zamenjujejo zdaj za duhovnega vodnika,
centralna valuta digitalna banka, CBDC, pa uvaja popoln nadzor nad posamezniki. Tudi v Vatikanu. In zdaj temu lahko rečemo globalni papež, prej smo mu rekli vatikanski, zdaj so se tako razširili, da so kar globalni, sodelujejo, ki združuje vse religije celo pod eno sterilno duhovno oblastjo. Veste, to je vrhunec prevare. S tem se odpirajo vrata prisilni zavezi novi duhovni oblasti, ki bo sankcionirala tako imenovane neposlušne. Neposlušne. Kdo ste vi, da ne boste nas, ki imamo oblast na zemlji, ne poslušali? Medtem ko tolerantna tiranija duši svobodo govora in verovanja. Na koncu bo moj in tvoj otrok, pa recimo kri moje krvi vnuk in morda celo prihodnje generacije, pa recimo temu celo prihodnost človeštva, vzgojeno kot globalni državljan brez korenin, brez identitete, brez tradicije. In točno na tem delajo, ker je to v njihovo korist. Človek, ki nima identitete, ki nima sebe, ki nima svojega jaza, seveda je odvisen od koga? Od inštitucije. In ko pogledate, kdo živi v inštitucijah, sami duhovni reveži so tam. Vsi so v zavodih, vsi so nesamostojni, za vse je treba tam noter skrbeti. To so nesamostojni ljudje, ki ne znajo samostojno živeti in si ustvariti družine in živeti normalnega življenja. Odvisneži. In ta odvisnost, pogledajte, kje se tolče ven. Odvisnost od denarja, odvisnost od seksa, odvisnost od ne vem česa, alkohola, drog in tako naprej. In to si še plačujejo. In vlivajo to gnojenco po ljudeh, ki skušamo kolikor toliko dostojno v tej gnojenci živeti in plavati. V svoji srhljivi viziji prihodnosti sem napovedal tehnototalitarizem, kjer algoritmi nadzirajo življenje, veste, genska manipulacija, vsi vemo, kaj to danes je, uničuje našo svobodno voljo. Povsod smo vodeni, preveč je motanj, simulirana resničnost pa izbriše naravne človeške odnose, vse sploh naravnih človeških odnosov več ni. Nihče niti več ne vzdrži gledati v oči nekoga nekaj minut, odložiti telefona, če pa ga že odložimo, pa vas skozi piska in skozi je interrupt. Dajmo si pogledati v oči pa reči, pa kaj nam ostane še, kaj ostane sploh človeku. Jaz vidim tukaj silno mračno sliko, ampak za konec, čisto za zaključek, vam pa samo povem ključ. Ni, dragi moji, vse izgubljeno. Ni vse izgubljeno. Jaz sem napisal en dolg članek in sem se pod njega podpisal kot Mihael Belis in ne puščam prostora fatalizmu. Rešitev, naša skupna, je pa aktivna. Reaktivna celo. Proaktivna. Kar čte, gre za ozaveščanje, gre za druženje, gre za izobraževanje, zakonodajo in politično delovanje, krepitev neodvisnih naših skupnosti, misli in idej, varovanje biotehničnih meja, da postavimo mejo, to, kar se zdaj dogaja z družinskim zakonikom, kjer sem vam napisal, da hočejo nam vzeti ime oče, želijo vzeti ime mama. In to tisti ljudje, ki so se cepili, ki ne morejo otroke imeti. In tisti, ki jih že kot otroke cepijo, so vzgojeni tako in tako okvarjeni, da tudi ne morejo otrok imeti. In potem se to prodaja, prekupčuje. Mreža je dosti bolj globoka, kot si sploh lahko predstavljate, kakor takrat, ko smo gledali. Tisti je samo vrh ledene gore. Veste, in jaz rečem temu, da moramo postaviti predvsem etično in moralno refleksijo na realna tla. Ker pristen upor, naravni upor, to je tisti srčen upor, proti temu prihajajočemu duhovnemu totalitarizmu, ki je na vidiku, morate vedeti, da ta papež je doktor kanonskega prava. Za razliko vam tako povem, on je doktor kanonskega prava, ker je imel to možnost zaključiti, jaz sem bil na poti do doktorata, ampak jaz sem pa magister kanonskega prava. Nič hudega.
In pristen upor proti temu prihajajočemu duhovnemu totalitarizmu se ne bo začel, veste, z nekim orožjem, s pokanjem, z fizično bitko. Začel se bo z oprijemanjem resnice, začel se bo z osvobajanjem ali zatiranjem svobode govora in vere, to je pa tisto, kar bomo dovolili ali pa ne bomo dovolili. Z vrednotami torej, ki so jih pripravljeni dokazati za ceno svojega udobja in celo življenja. Najhujša stvar, ki ljudje pokoplje danes, je udobje. Na račun udobja klikne yes, 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 I agree, se strinjam, super, niti volana v avto več ni potrebno držati, aplikacijo seveda se strinjam, v resnici v ozadju si pa tržena roba. Glejte, sedaj je trenutek za odločitev, ne le o svoji usodi, ampak tudi o usodi prihodnjih generacij, kot smo rekli na začetku. Torej, ali bomo sledili Jezusu kot človeku z nauki ali pa fikciji, ki jo razglaša Kristus v sistemu, ki spodbuja izgubo ljudi, duš in človečnosti. Komu bomo služili? Bogu ali bomo služili tehnološko napredni distopiji? Čas beži, izbira pa je naša in vaša.